zakonih Sasu Salin. Videli bomo, kdo bo natančnejši. Antonijevič je bil v četrtfinalu prepričljivo boljši, mislim, da za 5 zadetih prostih metov od Salina, ki ima sedaj priložnost, da popravi vtis z tistega četrtfinalnega obračuna in Salin je enega že zadev, sedaj prvega tudi Antonijevič. Salin vodi s 3-1, sedaj pa 3-3. Pisana žoga seveda šteje dvojno, kot je v navadi pri metanju trojk. Salin 5, Antonijevič 4. No, Antonijevič sedaj 6, tudi Salin 6. Zadnja polica žog bo torej odločala. Salin 7, tudi Antonijevič 7. Ali bo Salin zadev? Ne! Antonijevič je torej prvi finalist. Sasu Salin pa je zaostal za 2 točki. Prav tista zadnja žoga je odločila zmagovalca tega prvega polfinala. In to je Marko Antonijevič, domači košarkar Grosuplja. Drugi par pa Žiga Zatežnik, sicer košarkar Zatežič v bistvu, seveda se opravičujem, sicer košarkar Krke in na drugi strani iz Elektre Šoštanj Andrej Podvršnik. To bo torej drugi finalist. Za zdaj uspešnejši Podvršnik. Iz 3-1. 4-1 in 5-2. 6-5 sedaj. 7-5, 7-6. Za Podvršnika. In 7-9 je na koncu zmagal Zatežič, prav zadnjo žogo. V obeh primerih je, kot kaže, odločala zadnja žoga in Zatežič je dobil drugi polfinale. In sedaj finale Marko Antonijevič in Žiga Zatežič. Žiga Zatežič sicer član mladinskega pogona Krke in začetek finala v metanju trojk. Oba po en uspešen met, no Zatežič je zadev še s tisto žogo, ki prinaša 2 točki. Ali bo Antonijeviča pred domačimi gledalci zdelala trema, Zatežič vodi že 4-1. No, sedaj, kot kaže, tudi Antonijevič prebojen in 5-4 vodi Marko Antonijevič. Poglejmo, kako bo zadnjo žogo, 8-5. Zatežič 8-6, ali bo to izenačenje? Ne! Zmagovalec metanja trojk, torej Marko Antonijevič, košarkar Grosuplja, ki je v finalu zadev 8 trojk proti 6 Žige Zatežiča. Seveda si bo prislužil tudi lepo nagrado strani enega izmed sponzorjev. Bo prejel mobilni telefon. Seveda lepa nagrada.